Skušam odgovoriti na vprašanje, kakšni so bili odrazi praslovanskih ijevskih samostalnikov moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, ali jih je bilo več kot v sodobnem slovenskem knjižnem jeziku, v katere sklanjatvene vzorce so prehajali in ali je še ohranjena kaka sled ijevske sklanjatve moškega spola. Nabor teh samostalnikov predstavlja seznam praslovanskih samostalnikov, ki so bili do sedaj prepoznani kot možni ijevski moškega spola. Pri tem sem upošteval vsak znak, ki bi lahko kazal na izvorno ijevsko sklanjatev. Jemal sem jih pa iz raznih primerjalnih slovnic slovanskih jezikov, etimoloških slovarjev, slovarjev posameznih jezikov. Je pa ta nabor seveda bolj obsežen od tistega, ki se dejansko kaže v slovenskem jeziku 16. stoletja. Praslovanskih samostalnikov ijevskih moškega spola sem našel 138, zdaj za slovenski knjižni jezik 16. stoletja jih je relevantnih 55. Na splošno se ti samostalniki odražajo v moškem spolu trdega ojevskega sklanjatvenega vzorca, tega je največ. To so recimo samostalni gospod, jastreb, golob, jastreb, kmet, potem mehki ojevski sklanjatveni vzorec sledi, to je recimo čmrl, dever, sežan. Tudi se odražajo kot ijevski ženskega spola, to so recimo hod, luč ali pa peč. Nekaj je pa še ostankov sklanjatve po ijevskem vzorcu moškega spola, to je recimo samostalni gospod, ki ima celotno paradigmo ohranjeno, se pravi tudi v ednini gospod, gospodi, gospodi, potem samostalnik ljudje, ki je kot tak tudi v sodobnem jeziku še ohranjen, ker ima samo množino in se po mojem nima kam nasloniti. In pa deloma še samostalnik pot je ohranjen kot moški ijevski. Večinoma so ti odrazi ijevske sklanjatve omejeni na posamezno sklonsko obliko in se ne odražajo v celotni paradigmi. Večja ohranjenost ijevske sklanjatve je v množini, v ednini je večje prehajanje v druge vzorce. Potem cirkumflektirane enozložnice ter samostalnika pot in zet se lahko odražajo tudi v ujevskem vzorcu slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, se pravi recimo zet, zetu, zetuvi. Samostalnika pleša in risa odražata ajovski vzorec. Potem pa obstaja še mešani vzorec v množini iz sojevske in ijevske sklanjatve, ki je podoben tudi recimo v sodobnem slovenskem jeziku. Je podobna množina recimo samostalnika mož, možje ali pa zob, zobje kot neijevskih. Samostalnik miš pa ima v množini mešano ijevsko in ajovsko sklanjatev.